Promet je že zaprt, dela se že tudi požarno varovanje izvedega vozila, mislim, da je breza. In prvotno pripravljeno maško, da se rečevalke, da podstavljeno prvotno pripravljeno, da to BMK, da smo Branka Sojerja, višjega policijskega inšpektora, da nam nekaj razloži, kaj trenutno počne policija na vaji. Pozdravljeni. Torej nastop policijskim enotam in tudi da omogočimo nastop policijske policije na prvem kraju dejanja oziroma nesreče. V drugem delu so sodelovali tudi enote, pač ki je tega redno varovanje. Tudi smo fizično učili osnovno v delu nesreče. Direktora inženjera Aleša Ciringerja. Lep pozdrav tudi v imenu službe iz Maribora in pa poveljnik civilne zaščite. Mestne občine Maribor na osnovnem seveda se moramo prvi civilno primeru takšne nesreče. Treba povedati, da seveda se vsi želimo, da do take nesreče ne bi prišlo, ampak če že do nje pride, da znamo reševalci ukrepati. Kako v tem trenutku poteka pomoč nesrečnicam? Hvala lepa. Bi kar nadaljeval, tako kot je kolega Cirilger iz točnice nastavil. Z triažo lahko začnemo šele takrat, ko nam gasilci dajo dovoljenje, da je situacija varna, se pravi, ko je situacija tako pod nadzorom, da se lahko mi v dokaj varnih okoliščinah gibamo na kraju dogodka. Ekipe, ki izvajajo triaže, izvajajo na mestu dogodka samem. Obstajajo 4 triažne kategorije. Zelena so vsi tisti, ki so lažje poškodovani ali pa ne poškodovani. Potem so rumeni in rdeči, torej že poškodovani, vendar ne življenjsko ogroženi, in pa rdeči, že poškodovani, ki so življenjsko ogroženi. Stvari
situaciji, mogoče samo za časovnico malo večjim zamikom. Vidite, imamo navajeni tudi nadzornika, oziroma opazovalce, ocenjevalce, kako nekaj delujejo. Mi smo 4-5 ljudi iz drugih koncev Slovenije, ki bodo opazovali delo služb. Predvsem je odvisno, za kako nevarno snov gre, posledično seveda to pomeni krajši ali večji odmik. Nagovorjen sem bil, da povem, zakaj sta ona tako opremljena. Zato, ker gre pač za kislino oziroma za hlape, ki so v življenju smrtno nevarni. Seveda je potrebna največja stopnja zaščite in zato sta gasilca opremljena za to 3. stopnjo zaščite, popolnoma izolirana od nevarne snovi. To pomeni, da imata svoj dihalni aparat oziroma ni možnosti, da pridejo v stik z to nevarno snovjo. Gibanje, kot vidite, je zelo oteženo, kolesje še posebej, malo je mokro, se vrsi, to je pristane taka guma oziroma en tak specialni material. Sedaj bo to cisterno zatisnila in prikazano bo tudi črpanje, sicer ne celotne cisterne, ampak nakazalo se bo, seveda, da bi posledično to predolgo trajalo. To je nekako to, kar se bo Super, Aleš ne hodi daleč. Je zdaj rešen račun, en delavec na mostu še visi in seveda, kaj pomeni imitacija dima, pomeni, da je prišlo na mesto trčenja tudi do nekaj izgorjenja in posledično do požara. Vaje ali pa tudi v stari situaciji in komunicira z svojimi vodji. To, kar vidite, je srednja pena, ki se proizvaja s pomočjo vode, zraka in penila, imajo ročnik, dihalne aparate, začito polno na sebi in so pogasili požar, ki je nastal na samem mestu trčenja. Seveda so to dva trojaka, se pravi, imamo možnosti 6 gasilskih intervencij napadov, tako da jih v bistvu tu res ne sme nič preseneti. Maribora, ko jih vidi, so že tam pripravljeni, kajti za delo z helikopterjem, pravi pomoč pri delu helikoptera, imajo gasilci določene tečaje na Ivo pri Ljubljani, kjer se izobražujejo za pri gašenju, kako snabdevati, kako omogočiti helikopteru za odzem vode. Za zlato lisico se ni treba bati. Sneg proizvajajo tudi gasilci pri vsaki temperaturi. Dobil sem obvestilo, da so z ukrepanjem plus posledovalcev pri nevarni snovi začeli tudi službe Slovenskih železnic. Pravijo mi, da je to Hugar. Hecem se, Hugar. Hugar, sedaj bomo to en krog razpoznali. To je čisto izmed prostega razloga, da si ogleda situacijo. Z njim komuniciramo preko sistema Zare na določenem kanalu in vodne intervencije oziroma tistega sektorja, ko z njimi spostavljamo sporočilo, da je delovišče, kjer je lahko postavljeno varno za vodo in da je lahko postavljeno izpostavljeno varno za vodo. Da bi postavljeno tem, da je vse skupaj pomočno.
policija, sicer policija bo delala še kar nekaj časa, ampak vseeno policija še proso akcija, vendar prav je, da vidimo tudi ta način reševanja, kjer ni prostora za pristanje. Kaj je raport vodje intervencije, zmerom predaja raport najvišjemu v naši strukturi.